lepo pozdravljeni. Danes vam bom predstavila spet nekoliko manj znano rastlino. Sicer to je veliki oman. Kot vidite, ga je tudi zelo težko dobiti kar v kader. Ta rastlina zraste lahko tudi nekje do 2 metra višine. Drugače pa se rastlina uporablja predvsem pri respiratornih in pri raznih prebavnih težavah. Rastlina, kot sem že povedala, je zelo velika, zraste tudi nekje do 2 metra višino, ima zelo velike liste. Na začetku njene rasti jo marsikdo zamenja za hren. Drugače pa rastlina spada v družino nebinovk, torej to so tiste rastline, ki vključujejo artičoke, sončnice, regrat, ognjič, arniko. Mogoče, če vidite tudi njen cvet, spominja mogoče malo na arniko. Drugače pa se pri tej rastlini uporabljajo korenine, nekje 2 do 3 leta stare, in se uporabljajo v obliki čaja, tinktur, lahko si iz nje pripravimo sirupe, če si znamo pripraviti razne ekstrakte, ali pa jo lahko namočimo tudi na med. V kulinariki se korenina uporablja tudi kot dodatek jedem in napitkom, sploh pri pripravi alkoholnega napitka, kot je absint. Zaradi svojega vonja korenine pa se uporablja tudi v kozmetični industriji. Drugače pa za to rastlino nekako še ni bilo opravljenih veliko medicinskih raziskav, čeprav gre to za tisočletja staro zelišče za krepitev pljuč, lajšanje vnetja dihalnih poti, pomaga tudi pri mišičnih krčih, čisti jetra, zmanjšuje nevarnost za razvoj raka na prsih. Znanstveniki so pri tem ugotovili, da naj bi pomagal pri bolnicah, ki so že zbolele za to omenjeno vrsto raka, saj naj bi potem zavirala napredovanje bolezni. Veliki oman vsebuje tudi velike količine inulina, torej naravnega prebiotika, in s tem v črevesju ustvarja ugodne pogoje za razrast dobrih bakterij, torej uravnava našo prebavo in pa krepi imunski sistem. S tem ga lahko tudi seveda uporabljamo že kot preventivo za krepitev imunskega sistema. Naj bi imel tudi antipatogeno delovanje, kar pomeni, da deluje protiglivično, protiparazitno in pa antibakterijsko. Kot sem že povedala, veliki omen se v prvi vrsti uporablja predvsem pri težavah z dihali, torej kot so astma, bronhitis, oslovski kašelj, tuberkuloza. Pomaga tudi pri lajšem izkašljevanju sluzi, olajšuje dihanje. V glavnem, v tem času, ki imamo to krizo z temi virusi, ki napadajo naša dihala, je veliki oman, bomo rekli, nekako na prvem mestu, po katerem bi mogli poseči kot preventivo in kurativo. Torej, kot sem rekla, iz posušene korenine si lahko pripravite čaj, lahko si pa naredite tudi tinkturo iz posušene koprive in jo uporabljate potem po kapljicah. Priporočena dnevna uporaba kapljic je nekje 15 do 20 kapljic tinkture, nekje 2-krat na dan. Za pripravo omanovega čara, torej iz korenin, pa vzemite pol čajne žličke drobno narezane sveže ali pa posušene korenine in jo prelijte z skodelico vroče vode, spet pustite 10 minut, torej naredite poparek, precedite in popijte. Ta čaj pijete lahko nekje 2 do 3-krat na dan, neslajenega. Če pa že, da vam ne odgovarja ta njegov grenek okus, pa uporabite med.
čeprav gre za zelo zdravilno rastlino, je dobro upoštevati še nekaj stranskih učinkov. Torej, ni priporočljiv za nosečnice doječe matere, je pa varna za otroke in pa seveda starejše ljudi. Veliki oman pa lahko vpliva tudi na krvni tlak. Torej, če vam krvni tlak preveč niha ali pa jemljete razna zdravila za uravnavanje krvnega tlaka, se pri tem pač obvezno posvetujte z zdravnikom, preden pač posežete po velikem omanu. Odsvetuje se tudi uporaba pri sladkornih bolnikih. Nekako veliki oman lahko povzroča mogoče tudi manjšo zaspanost, saj deluje na centralni živčni sistem. In pa seveda, če mogoče greste na kakšno večjo operacijo, ki je vključena anestezija, takrat je dobro, da ne uporabljate velikega omana. Drugače pa, jaz vam želim veselo nabiranje. Korenine pa, kot veste, se nabirajo v mesecih, ki imajo črko R. Še malo pa bo, do takrat pa veselo nabiranje.